Kaj te pa pol, mislim, nazaj v profesuro? Mogoče to je zanimiva zgodba. Ne? Mene z Gabrijelčičem sva se res prijateljila, takrat človeško tudi. In so ostala pol v stikih, ne? Se šla še danes. Ja. Vsak teden se skoraj slišva, ali pa vidva pa enkrat, dvakrat na mesec. Tako čisto res izven stroke, no? Sva se začela tudi družiti. Ne? Takrat smo imeli veliko tega. No? In on je večkrat pravzaprav me poskušal, ker on je bil pa dosti hiter vpet, ne? Tudi v vodstvo šole, ni bil takoj, ker takrat smo bili sploh še vezani na gradbeno fakulteto, nismo bili samostojna fakulteta. No? Ampak je poskušal me povabiti na fakulteto, pa je bilo na fakulteti dosti nasprotovanja. Ja. Veš kaj, po mojem zato, ker so me videli malo kot, da sem, kaj s tem hočem reči, da sem preveč tesno z Ravnikarjem sodeloval, pa ostal z njim v stiku. Ravnikarjem je bil pa skozi malo, veliko je bilo teh zamer, no. On je poskušal šolo, kot pravim, reformirati, pa ga niso podprli, ne, pa tako naprej. Jaz mislim, da so me ljudje tudi na šoli slabo vest pred Ravnikarjem, no. On je pa tudi jim pokazal, da jih ne cenim toliko, kot so sami sebe cenili, verjetno, ne. To jim je znal pokazati. Skratka, no, in glede na to, da sem bil z njim v dosti tesnih stikih, je bilo jaz tudi malo skozi to. Po drugi strani smo pa bil realni, jaz sem bil dosti malo že kritičen v svojih prispevkih, a veš, tako da se tudi marsikomu zameril, verjetno, ne. Tako da ni nič kazalo, da bo tam se mi vrata odprla, ne. Sem bil pa skozi te želje, da bi tudi kaj pedagoško delo, no, ali pa vsaj teoretično, pa tudi pisal sem dosti, ne. In pol naenkrat zazvonil telefon doma in me je klical profesor Kristl. Kristl. In se večkrat sprašujem, ali smo v življenju sploh kdaj prej govorili. Nikoli, po moje nikoli. In on me je klical in me je po telefonu rekel, jaz grem zdaj v pokoj, toliko sem star, pa a vas zanima, da vi pridete na moje mesto. In meni je sapo vzelo, ne, sploh tega res nisem pričakoval, no, ker prav nisem imel nobenih stikov prej. Ja. In on je bil do mene izjemno takrat tudi prijazen. In on je pa toliko gledal na šoli, da očitno so pol pristali na to. In je pa še to sovpadalo, to so če me je nekdo spraševal, no, s to inicijativo, ki smo jo pa takrat tudi en tak krog Vojteh Ravnikar, pa še pa Janez Koželj, kljub temu, da je bil na fakulteti, smo razmišljali, da bi ustanovili eno privat šolo za arhitekturo. In smo imeli že dosti daleč te razgovore napeljane tudi prek Nede Pagon, ki je pa ta Studia Humanitatis vodila kot eno prvo tako zasebno ali pa eno prvih zasebnih visokošolskih ustanov. Smo se z njo pogovarjali in ona nam je bila pripravljena pomagati, ampak tle se je zelo hitro zataknili pri tem problemu. Veš, da slikarstvo bi lažje naredil, ne, na umetniško zvrst, ne, mi pa rabimo strokovni izpit, ne, pa licenco, ne, in tam se je pa pol pravno malo zapletli, ko smo se začeli pogovarjati, kako bi morali vendarle, veš, to šolo legalizirati v tem smislu, ne, tudi. In jaz mislim, da so se tega malo, te konkurence malo na šoli tudi ustrašili, ker so pol, ko je prišla ta ideja strani Kristla, da ne bi mene povabili, so pol še Vojtka istočasno, ko mi smo prišli v nekem paketu. In me je bilo prav smešen, ker so tisti isti ljudje, za katere pač vem prej, ne, da so nasprotovali, so me pol povabili skupaj na kosilo v Vitezu, tako se spomnim. In tam so nam razgrnili svoje, kaj bi človek rekel, kako to zadevo speljati, zdaj je čisto formalno. Takrat je bilo za neke predmete treba doktorat narediti, jaz nisem imel doktorata, ne, za predmet stanovanjske zgradbe, ki ga je imel Kristl, ne, prej je bil potreben doktorat, no. Tako da so mi pol tudi pomagali narediti, takrat je bilo to še možno, ne vem, če je zdaj sploh še, da so mi moj opus, če mu lahko temu tako rečem, pa članke, ki sem jih do takrat napisal, šteli kot neke vrste rigoros, temu se je tako rekel, to se pravi kot nadomestilo za študij doktorski, da sem samo nalogo lahko naredil.
In pa se tudi so ponudili mi, da je profesor Bonča lahko moj mentor, kar sem bil zelo vesel, ker je bil zelo, mislim, praktično je pokazal, da bo mi pomagal, da bom to speljal, no, čisto enostavno. In sem tudi tisti pravzaprav uporabil malo reči, ki se mi že ni bilo kakšno veliko delo, ampak nekaj časa le vzame. No, tako da sem pa še to formalno v enem letu ali kako naredil. Aha, to se pravi, vse je še trajalo eno leto, da si lahko... Mogoče je slabo leto ali kaj takega. No. Kdo pa je imel mesto od Kristla? Jaz mislim, da je imel on... Je Kristl še tisto leto? Prevzel, ja. Aha, je še toliko. Je pa zanimivo, ker on je imel le nekaj asistente, ne, ki so bili asistenti že, ko sem jaz študiral. Ja. Čeprav, ko sem jaz študiral, on še ni bil profesor, je imel še Mihevc Stamanske stavbe, kot si prej rekel. Ja. To so te generacije, ki se menijo. Ampak on se je name obrnil, ne na svoje asistente, da je predmet prevzel. Tako da, pa moram reči, zdaj zadnja leta smo se spet malo družila. Parkrat smo šli skupaj, pa ga nikoli nisem upal vprašati, zakaj se je pravzaprav name spomnil takrat. Ja. On je bil res kar tako... Mislim, jaz njega izjemno cenim, tako da mi je bil to res, še danes smatram to za eno veliko priznanje, da je on se name spomnil, moram reči. Še bolj pa moram reči, ker imel 100 let, je bilo v Sazuju, ne, on je bil akademik, ne, so priredili neko ob 100-letnici njegovi, en tak mini simpozij, no. Pa povabili par teh ljudi in so pa tudi mene povabili. In ko sem šel v arhiv malo gledati, koliko je on napisanega, kar je bilo meni čist neznano. Moram reči, se mi je odprl še nov, kako bi šel, kako pogled na njega. Jaz sem ga občudoval kot arhitekta, ne, zgrajenega, ne, mislim, po zgrajenih delih, ne. Tam sem pa videl, da je bil res intelektualec in ga izjemnega obzorja, no, kaj je vse on pisal, pa zanimivo. In on je začel, predvsem takrat nekaj je verjetno tudi skozi, ker je delal te klinične centre, pa bolnišnice, nasploh je pa šel v stik z zdravniki, ne. On je začel res raziskovati ta učinek prostora na človeško psiho. In je zanimivo, da je v teh njegovih tekstih se da že začutiti te zametke nevroznanosti, ki se je zdaj začela tako razvijati. Ne. Naprimer, Palasma je šel zelo v to področje. In zdaj imajo na nekaj, mislim, na 3-4 fakultetah v Ameriki imajo to že kot obvezen predmet, nevroznanost. Fakultetah arhitekture? Ja, arhitekturnih fakultetah, ja, se to hočem reči. In on je to že raziskoval, ne, kako pravzaprav, in skozi to so te pa tudi njegove ta razmišljanja, kakšen mora biti prostor za otroka, ne, te učilnice, naprimer v vrtcu, oziroma igralnice. A veš, da morajo biti mehke forme, da trde forme so pravzaprav manj prijazne, ne, da izhaja pač iz teh še iz prvinskega prostora, kot je on to imenoval, ne, maternice pa tako naprej. In on je res to raziskoval v nekih raziskovalnih nalogah, ki so pa obležale nekje neobjavljene, no, in to je v arhivu, kot pravim, zame je bilo to odkritje, no, kaj je on res raziskoval, kar je takrat zelo malo ljudi, tudi v svetu, jaz sem pa to gledal, Neutra se je malo s tem ukvarjal, ne, zelo enih par arhitektov v svetu je že začel o tem pisati takrat kot on, no. Ja. In je premalo tega objavljal, žal, premalo je tega objavljenega. Tako da je bil en poseben človek, absolutno. Ja, jaz sem ga, mislim, če sem čisto pošten, mi smo se ga na faksu takrat kar bali. Tako da jaz sem se mu ognil v velikem loku. A res? Lej, človek dela napake. Tako da jaz sem ga spoznal, oziroma njegov opus šele, ko je Tina Gregorič vse to pregledala, pa ko sta naredila, in takrat sem šel in na vodenje in to in pol tudi, ko so imeli tiste predstavitve na faksu, sem videl, koliko v bistvu, ja, velik in človek in arhitekt je bil, ne. Absolutno. Ja. Ja, na faksu gledaš skozi druge oči. Ja. Tako da, takrat mislim, tako, ko se včasih pohecam, danes verjetno nekoga tazga, kot sem bil jaz na faksu, niti ne bi želel v službo vzeti. Što pa še nikoli nisem razmislil, če bi jaz sam na sebe.
kot kaj bi se lahko sploh vzel. Ne, se to, mal hec, mal pa zares, ne. Mislim, če bi samo na svoj faks pedigre gledal, sigurno, ne. Zdaj, če pa še vse ostalo, pa je. Aha, in Kristl te pol, ker jaz sem bil skoraj prepričan, da te je Gabrijelčič potlej tudi noter potegnil. Dobro, on je pa formalno takrat, čeprav niti ne vem, kdo je bil tisti hip predstojnik, ko so me, mislim, da je bil celo mogoče Košir ali pa, ne vem, vse ni važno. Ne vem, kdo je bil pol jaz. Skratka, Kristl je imel toliko avtoritete, da je to. Ja. No, on bi tudi sodil ta sklop, sem tudi za njega pa prepozen. Ja. Veš kaj. Zdaj, tako, kot sem ti rekel, o tebi sem pol zelo veliko slišal najprej od teh sodelavk, ki so prihajale tlele v biro, tako, in od tega, kakšne naloge jim daješ, ko vse, mislim, velika večina je začela pri meni še tako kot študentke, ne, in lih tam takrat, ko si jim ti moral predavati in mi je bilo zanimivo recimo poslušati, da si enkrat dal nalogo, da stanovanje v nekem blazno majhnem prostoru naredita, nekaj na to vižo. Pa tako. Zdaj, kar sem v bistvu hotel vprašati je, o tem sva se tudi z Gabrijelčičem pogovarjala, pa on ima svoj pogled, zate se kako ne to formuliram. Po tvojem mnenju, a bi študentje na fakulteti morali delati zelo realistične naloge ali zelo naloge, ki niso obtežene z realizmom, zato da se odpre pa raziskuje? Bolj to slednje, ja. Veš, to ni poklicna šola, ne, univerza. Jaz mislim, da je tle en velik nesporazum. Mogoče prav zato, ker težko je učiti arhitekturo, če jo sam da delaš, če imaš pa biro, si pa zelo hiter seveda, tako kot je tudi Plečnik, ne, na nek način samo projiciraš svojo prakso iz biroja v ta pedagoški proces. Ne. In to je po mojem za današnji čas absolutno neustrezno. Jaz mislim, da je to me je zelo ostalo v spominu, vse to sem večkrat že omenil, Metko Krašovec sem spoznal od otroških let, ko smo slučajno v isti hiši stanovali, se je zelo občudoval, res kot slikarko, kot človeka in tako naprej. No. V enem intervjuju so me vprašali nekaj podobnega, kot si ti zdaj mene vprašal. In ona je rekla, da ena največjih napak je, ona je učila namreč tudi na akademiji, ne, slikarstvo. Ja. Če od študenta pričakuješ, da bo, ali pa če preko študenta slikaš svoje slike kot mentor. Okay. A veš, da rata pravzaprav študent tvoj klon na nek način in izdeluje slike take, kot bi ti naslikal. Ne. Ona je rekla, se je treba umakniti, svoj ego moraš znati zadržati, umakniti in spodbujati študenta, da sebe išče, ne da tebe pravzaprav poskuša posnemati. Ne. In jaz sem se večkrat tudi res ukvarjal s tem, kaj je sodobna šola za arhitekturo. Jaz ne vem, če sploh v slovenskem prostoru se kdo s tem kaj dosti ukvarja, ampak samo v tem smislu, da sem bral te prispevke. No. In to je že, ne vem, 15-20 let nazaj, ne, je v mednarodnem prostoru se zelo veliko piše o krizi poučevanja arhitekture. Ne. A veš, da je arhitektura postala preveč, kako bi človek rekel, ali pa da je poučevanje arhitekture preveč pod vplivom birojske miselnosti. No. A veš, nekega birojskega komercialnega oportunizma, da delaš tisto, kar naročnik od tebe pričakuje, pa tako naprej. Univerza je pa namenjena kritični miselnosti. Ne. Ti mogo pri človeku razviti eno samostojno kritično mišljenje. Ne. A veš, da zna tudi razumeti socialne posledice tega, kar zgradi, ne? Ali pa za širšo družbo, kakšen pomen ima, ne? To, kar se gradi. In jaz mislim, da prav iz tega nerazumevanja, kaj bi pravzaprav sodoben arhitekt moral biti, ali pa saj šola za arhitekturo sodobna, ne? Mnogi opozarjajo, da te avtorji različni, kot pravim, ena številka je bila, to je že več kot 10 let nazaj, AR, te
znamenite revije, Architecture Review, no, ki je ena taka ugledna, že tradicionalna revija, imela celo številko posvečeno študiju arhitekture in že v vodniku piše, ne, da če bomo nadaljevali v tej smeri poučevanja, da je to pravzaprav nadaljevanje ene birojske miselnosti, ne, da bo atrofirala ta stroka, da bo ratala družbeno nepomembna. Jaz mislim, da se to danes res dogaja. To je to, kar sem prej uvodoma rekel, ne, da mi imamo znotraj stroke en občutek enega uspeha, glamurja, ampak to je ena samozadostnost te stroke, ne, ki je pa v obratnem sorazmerju z padcem ugleda stroke. Naprimer, ko sem jaz opisal študij arhitekture v konec 60-ih let, ne, je bil to en najuglednejših poklicev. Poleg zdravnikov, pravnikov, ne vem, učiteljev, je bil arhitekt en najuglednejših poklicev. In o tem, naprimer, je Palasma tudi danes pisal, ne, da kako je bila modernistična arhitektura in te modernisti, arhitekti, da so imeli širš družben ugled, ker so jih ljudje videli kot nosilce napredka, ne, neke progresivnosti, enega zavzemanja ali pa izgradnje boljšega sveta, ne samo za bogate, ampak za vse. Ja. A veš, te socialni projekti pa tako naprej. Ne. Skratka, arhitekt je bil v mentalni podobi širše javnosti, je bil neka progresivna osebnost, ki ti pomaga k boljšemu življenju. Ne. Danes smo postali nekaj nasprotnega. Ne. Danes je, a veš, če gledaš, kako se prostor poziduje in tako naprej, vidimo, da pravzaprav sledi kapitalskim interesom. Ne. In prav v sodobni gradnji, po mojem, najbolj prihaja do izraza ta vedno večja neenakost, izključevanje in tako naprej. Ne. To, kar v Ljubljano opažamo zadnja desetletja, če hočeš s tem gradnjam, Šumi, Schellenburg, pa tako naprej. Veš, ljudje, ki so brez stanovanj, brez strehe na glavo, naenkrat vidijo neke objekte, ne, ki pravzaprav sploh niso več namenjeni ljudem, ne, ampak so namenjeni nekem, plasiranju kapitala, ne, to so neke naložbene priložnosti, sploh nimajo več zveze z dejanskimi potrebami ljudmi, kar je pa bilo temeljno izhodišče modernizma. Ne. Zato je spravno, da je to pravzaprav so ene škarje, ne, ki grejo vedno bolj narazen. Ne. Stroka je po eni strani, če hodiš po teh prireditvah, ne, strokovnih, od naših, rečemo, na našem nivoju slovenskem, pa do mednarodnih. Ne. Vedno arhitektom govorimo, tam so revije so namenjene, tako internetne strani, a veš, in to je grozno lepe podobe, eno veliko, nagrade se razdeljujejo, ne. Jaz sem že pred leti to rekel, pa so malo to me smejala, kaj bi človek rekel, no, ampak sem zelo resno mislil, malo me spominja to na tiste partijske čase. Res, partija je bila tako svet zase, jaz nisem nikoli član partije, kljub temu, da sem v vojski sile, ne. Skozi so si en drugmu nagrado dejali, ne, pa je Kardelj dobil nagrado, pa je Tito dobil nagrado, pa je Ranković dobil nagrado, ne, en drugmu, no, pa vse te svoje uspehe so govorili. Veš, svet se je pa zaprav odmikal, ne, javnost je pa vedno bolj gledala kot neki odveč, ne, nekaj, kar pravzaprav. In se bojim, da se z arhitekturo zdaj to dogaja, no, da mi imamo polnenih, a veš, nagrajencev, pa srečnežev. Zares pa, če malo bolj, jaz pač tudi rad leposlovje berem, ali pa druge avtorje, pa druga področja, veš, so pa vedno bolj kritični teksti o arhitekturi, ne, pa ne samo v slovenskem prostoru, nasploh, ne. To je ena stroka, ki je izgubila svoj ugled nekdanji, absolutno. Tudi kolikor sem jaz uspel statistik gledati po svetu, ni več med 100 uglednimi poklici. Kot pravim, od mojega obdobja, ko sem se vpisal, pa do danes, to je rečemo 50 let, je ta stroka padla od 5 najbolj uglednih poklicev, tako da je izpadla iz tega območja sploh uglednih poklicev, no? v velikem številu držav. V percepciji javnosti, širše javnosti. Ne? In če bereš v Sloveniji, ljudje, ki so po moje najbolj ugledni, kot je Renata Salecl, Dragan Petrovc, veš, jaz berem pa te, ali pa Dežulović, pa te kolumniste, pa tako naprej. Vidiš, da pravzaprav zelo kritično pišejo o sodobni arhitekturi, ne? Veš, to, kar se v mestih dogaja, gentrifikacija, izgon revnejših, ne? Predvsem se gradi za bogate, kot pravim, za kapital. Ampak to ni problem samo pri nas, ne? Ja. Naprimer, vse to sem na tistem predavanju v Piranu pokazal, ta Triangle Project, ki ga delajo Herzog de Meuron, ne, v Parizu.
Ja. To bo skoraj najvišja stavba v Parizu, visoka toliko kot Eiffelov stolp. Ne. Okay. To je več kot 10 let je javnost nasprotovala temu projektu in so ga skušali ustaviti. Pa ne samo javnost, Curtis mi je pošiljal članke, ki jih je on pisal, pa tudi drugi, ki so hoteli ta projekt ustaviti. Veš, iz enostavnega razloga, ker višina stavbe je v zgodovini imela neko vlogo, ne, širšo vlogo, ne, v prostoru, ne, je označevala nekaj, ne, ali so to bile to katedrale, Ja. ali so bili to neki spomeniki ali kakorkoli, ne. Zdaj pa nekrat gradiš najvišjo stavbo v Parizu, ki nima nobenega širšega družbe, tako kot so stolpnice Ker ima poslovne, pač ne. samo Ja, je kapital, ne, Ja. imajo nek kapitalski interes, ampak glej, zdaj se gradi, ne. Jo niso uspeli ustaviti, no, ampak hočem reči, da je bila zelo, zelo nenaklonjena javnost temu, no.